No, ampak to je zato, ker ljudje se motimo, če mislimo, da si sami izberemo svojo domačo žival. Tako da tist kužek, ki se je izbral tebe, se je v resnici on izbral tebe. Čeprav ti misliš, da si ti njega. Najti pravega človeka zase pa je za živali najtežje. Zato jim pomagajo čudežne bolhe, kot je že rekla Nesa. No in če se vam bo kdaj, ko boste ljubeče opazovali svojo novo domačo živalco, zgodilo, da se bo na njej nekaj zasvetilo, kot smo povedali, ne pozabiti, to je Maggie. Ampak mene me zanima, Desa, Maggie ima eno tako lepo ime Maggie. Odkot je Maggie postala Maggie? Ne me sprašvati. Ne, to je okrajšava od latinskega imena, se ga niti prebrati Siphonaptera magica, ja. In si okrajšala z Maggie. Ja. No, ampak zdaj pa blazno resno, se bomo malce bolj blazno resno pogovarjali. V bistvu se je vse skupaj začelo s tem, ko so tvoje hčere želele imeti domačo žival. Ja, no, začelo se je s tem, ko sem jih jaz hotela imeti. Ker jih imaš rada, ne? Ja, jaz imam zdaj, veste, doma 7 mačk, ne? 2 psa, 4 podgane pa kojna. No, in... Pa vse tiste bolhe, za katere ne veš v resnici, ne? Boh pa našteje več, to pa res. Ne ta pravih, ne magičnih. Namreč, ko sem bila majhna, sem si strašno želela imeti svojo domačo živalco. Tako, da bom stiskala sebe, da bom crklala, da se bom igrala z njo. In da bo čisto samo moje, se mi zdi, da bom pa pol čisto vedno srečna, če bom imela jaz tako živalco. Ampak ne. Moja mama je rekla ne. Je rekla sama svinarija s temi živalmi, kdo jo bo pa štimal, kdo pa bo spravljal. Hrčka sem si želela, no. Če psu pa mački se sploh nisem upala niti sanjati. No. In hrčka, potem je bilo pa enkrat, je pa ena teta prišepala in je rekla, gotovo ti bojo starši kupili hrčka, če boš ti zelo pridna. In jaz sem bila, vam povem, za Božič, ne? In sem bila pol tiste tedne pred Božičem ali celo mesece tako strašno pridna, da je bila že prav nagnusen. V šoli sem se učila, pospravljala sem doma in sem rekla, zdaj sigurno hrček bo, ne, če sem jaz tako pridna. In potem je ta Božič prišel in hrčka ni bilo. In to je bilo največji razočaranje zame v življenju, največji. In ko sem prišla domov, sem vse razmetala. No, in pa, ko sem sama dobila otroka, sem rekla, da, ko bojo pa oni stari 10 let, ker to mi je rekel en psiholog, da ko je otrok star 10 let, pa da že lahko če sam skrbi za domačo žival. Vsaka, ko bo stara 10 let, se bo lahko čisto vsaka zbrala svojo domačo živalco, kjer bo hotela. Vsaka zdaj razen konj, slon, delfin, to še ne bi, ne? Pa kamela, ampak tako kaj manjšega pa že, ne? No, in kaj se je potem zgodilo? Pri nas doma se je nenadoma nabralo ogromne živali in veliko od teh živali so tudi zelo slabo končale. Vse sorte se dogajajo, recimo papi, ki je pes glavo odgriznil pol, ne vem, preriski skakači, zdaj živi v kleti, plešoči miški je noga odpadla. Recimo ribe smo mogli ponočno skrivaj zamenjati, da ni naša hči opazila, da so crkali. Pa take stvari smo imeli. Pred hišo imamo še zdaj cel tak pokopališče majhen za živali. V glavnem, zato, ker veste, mi smo znali takrat, premalo smo vedeli, no, o teh živalih, premalo smo vedeli, kako se za njih skrbi, kakšne so njihove potrebe. Mogoče smo se tudi premalo zavedali, da te živalce so tudi zelo čustvene, da rabijo tako kakor mi, da jih ima nekdo rad, pa da jim to pokaže. Ker no, vse naše so jim zelo kazale, ne, ampak so njim grede, ker smo kakšno tačko pomečkale pa to. In sem rekla, zdaj ne, da vam ne bi starši omogočili domačih živali,
ampak da bi vi o tem res čim več vedeli, da bi čim več vedeli, kaj taka živalca rab, kaj ona čuti, kako se skrbi, kako se pazi nane, zato imamo tudi eno gospo, ki pol na koncu vsake knjigce napiše, kaj ta živalca rab, kjer so njene značilnosti, kaj če zboli, pa vse to.